Pozdravljeni. Danes bomo skupaj skušali ugotoviti, ali je bilo sploh dobro, da so se pri formuli ena znebili tako osovraženega MGUH sistema, ki ga v sezoni 2026 ne bo več na pogonskih sklopih. Marsikateremu navijaču in navdušencu formule ena kratice niso všeč. Predvsem zaradi tega, ker nihče ne razloži, kaj pomenijo, in naš posameznik seveda posledično ne ve, za kaj gre. In danes se bomo ustavili pri enem izmed vprašanj, o katerem se govori izjemno malo. Namreč dobro veste, da v sezoni 2026 novi pogonski sklopi ne bodo imeli sistema MGUH. In seveda s tem, ko se je pogonski sklop malce bolj poenostavil, so vsi vzklikali, da so s to spremembo šli v pravo smer. A danes se bomo vprašali, ali res. Namreč prav to, da so nekako izbrisali ta sistem, je povzročilo, da bomo lahko na progi videli marsikatero težavo, ki bo zadeve zakomplicirala in jih ne bo poenostavila. A preden se bomo lotili našega razmišljanja, je treba razložiti, kaj to sploh je MGUH. MGU je kratica za Motor Generator Unit. In tu bi lahko poenostavljeno razložili, zakaj gre s to primerjavo. MGUH ali K je v resnici izjemno sofisticiran dinamo, ki smo ga mi malce starejši imeli na naših kolesih. Namreč, če se je dinamo vrtel, je proizvedel električno energijo in žarnica se je prižgala. Po drugi strani, če bi namesto žarnice priklopili baterijo, bi se izjemno počasi začel vrteti dinamo. In tu je razlaga, zakaj gre. In verjetno marsikateri navdušenec bo trdil, da na primer MGUK je enak tistemu kersu, ki smo ga spoznali v prejšnjih pravilnikih. Ampak Motor Unit Generator Kinetic je seveda del družine Kersa, Kinetic Energy Recovery System. Ampak obratno ne gre, namreč ni vsak Kers istočasno tudi MGUK. Znan je primer projekta pri ekipi Williams, kjer so pred leti hoteli shranjevati kinetično energijo s pomočjo vztrajnika in ne baterije. Torej, vsak MGUK je Kers, ampak vsak Kers še zdaleč ni MGUK. Toliko malce, da se bomo razumeli, zakaj je treba poznati kratice in posebej njihov pomen. A vrnimo se k tistemu MGUH, torej Motor Unit Generator E. To je zopet ta enota, ki je bila nameščena med turbino in kompresorjem. In kot smo že nekako razložili, po eni strani je lahko porabljala električno energijo, po drugi jo je proizvajala. In
Sedaj marsikdo bo dejal z poenostavitvijo, kateri smo priča, kakšne so lahko slabosti. Namreč bolj enostaven sistem je seveda bolj razumljiv in skratka manj kot je kompleksnih zadev, manj stvari bi lahko šlo narobe. Ampak ni res. Zapomnimo si, da MGUH je nekako omilil kar nekaj pomembnih zadev. Verjetno ste vi slišali mnogokrat razne komentatorje govoriti o tem, kako določen voznik uporablja taktiko in v resnici tu gre za taktiko lift and coast. Torej, pred tisto zbiralno točko je voznik enostavno dvignil nogo iz stopalke za plin in nekako polnil baterije. Polnil jih je seveda z onim drugim sistemom, MGUK. In vemo, da danes, pred začetkom sezone 2026, se mnogi sprašujemo, ali bomo gledali kaj podobnega na progah svetovnega prvenstva Formule 1, posebej na ravninah, kajti baterije bodo približno zaokroženo trikratnik tistega, kar smo videli prej. A povedal sem vam, tudi MGUH je lahko proizvajal električno energijo. In če pogledamo ta starejši diagram, bomo opazili nekaj zanimivega. Ne samo, da je MGUH lahko proizvajal električno energijo, to je lahko direktno spravil v MGUK brez omejitev. Torej, prvič, energija ni šla prek kontrolne elektronike in baterije, in drugič, ni bilo nobenih omejitev. In kdaj je MGUH proizvajal električno energijo? Je seveda takrat, ko so bili obrati motorja z notranjim zgorevanjem visoki, beri na ravninah. Prav v tistem delu, kjer danes nekako sumimo, da bodo ekipe imele določene težave. In tu bi že lahko začeli razmišljati, da morda pa ni bilo tako modro ukiniti tega sistema. A obstaja še drugi razlog. Namreč jasno vam je, da če imamo elektromotor, v tem primeru med kompresorjem in turbino, ko pride do tiste zamude, ko voznik stopi na stopalko za plin, ampak tlak izpušnih plinov ni dovolj visok, da bi turbino zavrtel, lahko porabljamo električno energijo in seveda pomagamo kompresorju stisniti zrak. Tako nimamo tistega zamika v turbini, ki je bil na primer pri BMW-ju MT12/13 tam v 80-ih, lahko celo blizu sekunde. Torej, ko je Nelson Piquet stopil na stopalko za plin, je moral počakati sekundo, preden je dobil odziv. V tej generaciji pogonskih sklopov, ki smo jo videli do konca lanske sezone, te težave ni bilo, kajti imeli smo sistem MGUH, ki je ta zamik dobesedno izničil. In sedaj ga bomo imeli. In kdaj se bo to najbolj opazilo? Na primer pri štartu. Namreč, kolikor bodo vozniki hoteli imeti dober štart, bodo morali že tam na samem razporedu držati izjemno visoke obrate, da bodo izpušni plini lahko gnali turbino z dovolj visoko hitrostjo, da bojo imeli na razpolago dovolj moči. In seveda tu bomo lahko videli zanimive štarte, kjer bodo nekateri lahko kar odšli naprej, drugi pa ostali skorajda vkopani na mestu.
vsaj za pol sekunde ali več. Verjetno marsikomu se zdi to zanimivo, ker bo nekaj drugačnega, ampak sprašujem se, če temu posamezniku bo všeč, ko bo njegov favorit padel v to zanko. Torej, toliko grajani sistem NGUH na koncu sploh ni bil tako napačna tehnologija. Iz pravilnika so jo črtali, ker so podlegli dobesedno lobiranju Red Bulla. Namreč Red Bull je bil v resnih pogovorih z skupino Volkswagen na začetku in prav v tej navezi so hoteli čim manj komplikacij, tudi seveda v perspektivi, da bo Red Bull Powertrains napravil svoj pogonski sklop in niso imeli resursov še za takšno tehnologijo. A vidimo, da pravzaprav poenostavitev, kot smo ji priča, morda za seboj povleče več težav, kot bi si lahko mislili na prvi pogled. Torej, NGUH konec koncev ni bila tako slaba zadeva in upam, da jo ne bomo pogrešali že na prvih velikih nagradah. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.